Imeli smo na dnevnem redu 3 točke. Sicer prva točka je bila potrditev zapisnikov prve in druge seje. Druga točka je bila sprejem dokaznega sklepa. In tretja točka dogovor o delu in obravnava problematike pridobivanja zahtevanih gradiv strani komisije. Moram ugotoviti, da prva in druga točka sta šli pravzaprav brez kakšnih posebnosti naprej. Torej, zapisnika sta bila sprejeta soglasno, tudi dokazni sklep je bil sprejet soglasno, z določenimi dodatki, kakor je bil pač pripravljen sam osnutek. Jaz imam danes tukaj sabo tudi dokazni sklep, ki ga boste potem pri kolegici lahko tudi dobili. Kar se tiče tretje točke, torej o problematiki pridobivanja zahtevanih gradiv strani preiskovalne komisije, pa moram ugotoviti, da je parlamentarna preiskovalna komisija sprejela sklep, pa če dovolite, bi ga prebral. Preiskovalna komisija zadnjič poziva Vlado Republike Slovenije, generalni sekretariat, da je v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevka omogočil vpogled v zahtevano gradivo. V nasprotnem primeru komisija pooblašča predsednika preiskovalne komisije Roberta Hrovata, da na podlagi 13. člena v zvezi s 14. členom zakona o parlamentarni preiskavi magnetogram točke 1c dnevnega reda seje vlade z dne 8.1.2004, kot je bilo sprejeto na drugi seji preiskovalne komisije, zahteva preko sodišča. Torej, ta sklep je bil sprejet danes na preiskovalni komisiji. Seveda se pa problematika pridobivanja gradiva nanaša tudi na Ministrstvo za notranje zadeve, kjer smo pač zahtevali vpogled oziroma želeli smo pridobiti spisek uslužbencev, javnih uslužbencev, ki so imeli podjemne pogodbe pri vnašanju podatkov iz ročnih v elektronske evidence, tako imenovanih izbrisanih. No, tukaj na tej točki je prišlo do različnih stališč članov parlamentarne preiskovalne komisije. Ugotavljam, da je koalicija, pravzaprav koalicijski poslanci, so si v primerjavi s prvo in drugo sejo, ko smo obravnavali sklep o pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, premislila. Koalicijski poslanci in poslanka so menili, da ni potrebno več zahtevati gradiva, ki govori o tem spisku teh uslužbencev, ki so imeli podjemne pogodbe, kar pa je seveda na nek način v nasprotju s sprejetim sklepom na drugi seji, ko je bil sprejet soglasno sklep o pripravljalnih preiskovalnih dejanjih in smo se vsi strinjali, da to zadevo nujno potrebujemo. Glede na to, da sklep, katerega sem predlagal, ki je podoben tistemu, ki ga bomo poslali na sekretariat vlade, smo uporabili 3 poslanci opozicije oziroma predlagatelji poslovniško določbo 12. člena, ki govori, da preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestiti javnost o opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, postaviti vprašanja državnim organom v zvezi s parlamentarno preiskavo ter sprejeti in izvesti dokaze, če to zahteva najmanj 1/3 članov parlamentarne preiskovalne komisije. Torej, iz tega izhaja, da smo jaz kot predsednik, gospod Zmago Jelinčič in pa Gvido Kres podpisali sklep, da zahtevamo, da Ministrstvo za notranje zadeve v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevka preda zahtevano gradivo, in sicer listine navedene v 4. alineji sklepa, ki se po točko 2 dnevnega reda prve seje preiskovalne komisije nanaša na zahtevo od
Ministrstva za notranje zadeve. V nasprotnem primeru zahtevamo, da se realizacija sklepa, sprejetega na prvi seji preiskovalne komisije po točko 2 dnevnega reda, glede izročitve listi navedenih v 4. alineji tega sklepa, ki jih preiskovalna komisija zahteva od Ministrstva za notranje zadeve, zahteva preko pristojnega sodišča, kot to določa 13. člen v zvezi s 14. členom Zakona o parlamentarni preiskavi. Naše mnenje je, torej govorimo o podpisnikih, da gre za zavajanje pri obrazložitvi gospe ministrice, da to ni gradivo, ki bi kakorkoli lahko bilo relevantno pri naši preiskovalni komisiji. Mi menimo nasprotno, menimo, da so te ljudje lahko pomembne priče, ki bi lahko osvetlili dogajanje iz takratnih časov, ko se je iz ročnih evidenc prenašalo v elektronske evidence. Seveda pa že vnaprej zavračam vsakršne namige, da želimo izpostavljati javnosti in izpostavljati šikaniranim pritiskom te ljudi. Jaz sem danes predlagal celo na preiskovalni komisiji, da ko ta spisek dobimo, lahko povsem naključno izberemo 2-3 med temi ljudmi in jih potem pač poprašamo o stvarih, ki so se takrat dogajale. Mislim, da bi bili te ljudje lahko ene od prič, ki bi osvetlile, pač kot sem že rekel, dogajanje iz tistih časov. Torej, lahko ugotovim, da smo danes sprejeli pravzaprav 2 sklepa. Eden sklep se nanaša na sekretariat vlade, gospodu Cviklu, ki nam ne dovoli vpogleda v magnetogram seje vlade, kar je seveda v nasprotju z vsemi normami, namreč mi smo poslanke in poslanci, po drugi strani smo pa še člani preiskovalne komisije in mi imamo jasno dostop do vseh tajnih podatkov, ne glede na to, da se gospod Cvikl sklicuje, da lahko imajo pogled v ta magnetogram samo tisti, ki so sodelovali na vladi, na takratni seji vlade. Torej, ta sklep in pa drugi sklep, ki smo ga pač v skladu s poslovnikom, 12. členom, poslali ministrici za notranje zadeve in mi pričakujemo, da bo v roku 3 dni dejansko poslala ta seznam uslužbencev, ki so bili na podjemni pogodbi, ki so prenašali podatke iz ene v drugo evidenco.